Spoštovani predstavniki medijev, dober dan in dobrodošli. Iniciativna skupina Molitev in post za domovino tudi letos vabi k različnim dejavnostim. Katere konkretne vsebine in dogodke je pripravila ob letošnji 30. obletnici slovenske državnosti, o tem gospa Mateja Maček. Tudi letos bo tako kot sedaj že 11. Poteka 9-dnevnica za domovino, in sicer od 16. decembra pa do 24. ne decembra, se upravičujem, junija, do 24. junija. In v okviru te 9-dnevnice smo povezani po skupnostih, župnijah, hkrati pa se vsako jutro ob 5. v kapeli Radia Ognjišče moli v živo rožni venec za domovino. Prav tako v tem času redovne skupnosti dežurajo v molitvi, in sicer vsaka redovna skupnost, ena ženska in ena moška, sodeluje en dan v 9-dnevnici in posebej svoje molitve namenja blagoslovu Slovenije. Potem pa imamo, tako kot vedno, tudi 24 ur molitve in posta, kar bomo pričeli danes ob 18. uri in zaključili jutri ob 18. uri, ko bodo v ljubljanski stolnici naši škofje darovali tradicionalno sveto mašo za domovino. V okviru te molitve pa bo sodelovalo veliko število različnih skupin. Molitev letos poteka preko spleta in dejansko bomo preko celega sveta povezani v molitvi za Slovenijo, saj bodo sodelovali tudi Slovenci, ki živijo zunaj Slovenije. Morda ob tem omenimo še podobico z molitvijo, posebno molitvijo. Tako je, ob letošnji 30-letnici slovenske samostojnosti smo pripravili posebno molitev, ki je natisnjena na posebnih spominskih podobicah, in smo jo to podobico delili že po župnijah in vabimo vse, da v teh dneh, prazničnih dneh, ko obhajamo ta veliki jubilej naše države, to molitev čim večkrat molimo. Pa poglejmo še letošnje geslo, ki se glasi Skupaj k izviru, pri čimer je izvir pisan z veliko začetnico, gospod Primož Krečič. Lepo pozdravljeni. Ja, nekaj takega je kot pri ljubezni. Ko se dva poročita, se obnavljata svojo ljubezen, svojo zvestobo, s tem, da se vedno znova vračata k izviru. Ko sta se prvič zaljubila, da se vračata k poroki in tako naprej. In se mi zdi, da je nekaj podobnega tudi z našo domovino. Sedaj imamo 30-letnico in se moramo vedno znova vračati k izviru, kajti izvir ima vedno svežo vodo. In tudi mi jo imamo, ker je ta sveža voda je milost. Slovenija nastala kot milost. Če bi šli danes delati Slovenijo, verjetno je ne bi spravili skupaj. Ampak takrat je bila ta milost, ki je bila pripravljena po mnogih generacijah, po mnogih žrtvah, mnogih mučeništvih, in tako imamo danes svojo državo. In če v tem času pozabljamo na to, da smo za njo odgovorni, da moramo za njo skrbeti in jo tudi peljati v nove čase, je to prilika, da se tega zavemo in da poglobimo naš odnos do teh stvari, ki nas povezujejo. In prav tukaj čutimo velike pretrese v zadnjih časih, komaj smo se rešili, recimo, vsaj po eni plati komunizma, po drugi strani je tukaj potrošništvo, je relativizem, so hude stvari, ki nažirajo, lahko rečemo, našo narodno in državno bit. In vendar se skozi vse to plete tudi ena božja milost. Ta kriza, ta epidemija, ki smo jo dali skupaj, nam je pokazala, da je vredna domovina, da so se tudi študentje, ki so tako nergali nad Slovenijo, bomo šli v tujino, bomo tam nekaj naredili, zelo radi vrnili domov, da je dom imel vrednoto, da smo tudi kot narod in tudi kot država dobro speljali ta čas krize in ohranili določene vrednote, tudi delo, da v bistvu izhajamo iz tega bolj trdni, kot smo bili, čeprav je veliko tudi duhovnih in duševnih stisk. In tako smo danes nekako pred novim izzivom, jaz pravim, za teh naslednjih 10 let. Naslednjih 10 let tranzicije, da bo
po svetopisemskem, da bo 40 let, ko se bo resnično nekaj obrnilo, ko bo prišla nova generacija in da teh zadnjih 10 let oblikujemo modro, z Božjim blagoslovom, pa tudi s tem, da povežemo, kar je pozitivnega v našem narodu in v naši državi. Se mi zdi, da je prav to eno veliko sporočilo od začetka pa do danes. Če se združimo, če znamo poiskati tisto pozitivno, kar nas povezuje, potem dobro funkcioniramo in lahko damo tudi en odprt prostor zlasti novim generacijam in življenju, ki je težko vprašanje našega ljudstva, našega naroda in naše države. Prav to je tudi ena od prošenj ob letošnjem dnevu, ko gremo k izviru, ki je Kristus, si lahko rečemo, če bo vira, bo tudi življenje. Gospa Mateja Maček, prejle niste verjetno po naključju junija omenjali december, gre za dobro izkušnjo, pozitivno izkušnjo spletnega sodelovanja. Vzrok za to je bila epidemija. Torej, kako je bilo decembra? Tako je, decembra smo se ob 30-letnici plebiscita odločili, da izvedemo 24-urno molitvo in post tudi ob obletnici plebiscita in razmere so nas takrat prisilile, da smo se odločili za molitev preko spleta in smo bili nadvse prijetno presenečeni nad odzivom. Sodelujoče skupine, bilo jih je preko 24, so sodelovale preko Zooma in je bilo sodelujočih dejansko preko 100, preko YouTube kanala pa se je molitvi priključilo preko 2000 računalnikov in samo lahko računamo, kakšen velik krog ljudi je pravzaprav pristopilo k tej molitvi, sodelovalo v molitvi in to na različnih koncih sveta in zato smo se tudi letos v juniju ob tem jubileju odločili, da molitev izvedemo preko spleta in na ta način omogočimo čim širšemu krogu molivcev, da pri tej molitvi sodeluje. Morda ob koncu čisto na kratko še, od kdaj tudi pobuda ima svoj izvir, kje ima svoje korenine, v katerem letu, kaj je razlog zanjo? No, Mateja je že poudarila, da je to 11. Se pravi, pred 11 leti smo premišljevali o stanju v Sloveniji, o razmerah, medsebojnih odnosih, o zamirjanju tistega ognja, ki ga je imela na začetku in takrat smo po vzoru morda drugih držav, zlasti Amerike v zgodovini ali pa tudi Indije, pa tudi Sveti oče je večkrat dal podobno pobudo, da bi začeli s postom in molitvijo za domovino. Molitev, ki kliče to pozitivnost, ki kliče dobro, ki kliče Boga in milost med nas, ne vrag, le sosed, bomejak smo slišali, in post, ki pa odpravlja zlo. Vse lahko delamo velike študije in vse skupaj, ampak preprosto med nami je zlo. In zlo je treba odpraviti z Bogom. Je treba odpraviti z Bogom, s postom, z odpuščanjem, z usmiljenjem in to so veliki duhovni premiki, ki jih moramo narediti sami. In marsikje v svetu je to uspelo in jaz sem prepričan, da to se tudi dogaja med nami. Veseli smo letos, da so to tako živo podprli tudi naši škofje in tudi naši duhovniki. Več k nas bo, kot je rekla prej gospa Mateja, več bo milosti in več bo tudi uspeha v tej pobudi. Sedaj bomo nadaljevali z omizjem, pogovorno oddajo. Hvala, ker ste prišli. Hvala tudi našim krasnim pevcem. Peli so Kristina Sadar, Lana Cindro, Lovro Zupanc Kovač in Rok Kotar, vsi učenci solopetja glasbene šole v Zavodu svetega Stanislava. Zdaj pa nas bodo še ponesli na Triglav. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Poletni vročini na strme vrhi, da tam si spočijo samoti srci.
že tvoj je svet, začaral čudistimi večkrat pogled. Tvoji nasmehljaje kazala mi glas, le na te sem mislil ljubiš vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Spoštovane in spoštovani, ob 30. obletnici slovenske državnosti je iniciativa Molitev in post za domovino k sodelovanju povabila 5 gostov. Z njimi bomo pogledali na nedavno epidemijo, pa na prehojenih 30 let in še dlje nazaj. Kako so vsa ta obdobja zaznamovala področje njihovega dela? Z nami so dr. Aleš Štrancar za področje gospodarstva, dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec. Kot predstavnik mlajše generacije je z nami kolumnist Blaž Podobnik. Z nami je še doktorica Tina Bregan za področje zdravstva, zdravnica in pediatrinja. In še magister Miroslav Mozetič za področje prava. Pozdravljeni. Kljub pomembnim zgodovinskim obdobjem, ki so zaznamovala slovensko zgodovino, bomo začeli z epidemijo, ki je globoko posegla v življenje ne samo Slovenije, praktično vsega sveta. Pri nas se zdi, da je nekako naplavila morda nerazčiščeno preteklost, tudi politični boj za oblast, ampak najprej naj bi bila to predvsem zdravstven problem. Doktorica Tina Bregant, kako težka in neobičajna je bila epidemija zdravstvenega vidika? Smo državljani dojeli resnost situacije po vašem mnenju? Kako je stroka dojemala morda pogosto zlorabo epidemije v politične namene? Kako ste se morda počutili ob poročanju medijev, ki so bili do ukrepov zadržani in so vanje sejali dvom? Ja, najlepša hvala. Zdaj, kar se tiče zdravstva, moram vseeno povedati, da pravzaprav smo zdravstveni delavci pričakovali neko epidemijo. Na vsake toliko časa se namreč epidemija človeštvu zgodi, tudi samo ime epidemija prihaja iz epi in demos. To se pravi, toliko časa, kot obstaja človeštvo, kot ljudje živimo v skupnosti, toliko časa pravzaprav nas spremljajo tudi epidemije. V zgodovini se morda tudi spomnimo od epidemije črnih koz do španske gripe. Skratka, epidemija je nekaj, kar nas spremlja in ponavadi tudi zelo temeljito prekvasi družbo. Včasih je celo začetnica neke spremembe, če sploh pomislite recimo na črno kugo. To se pravi, zdravstveni delavci nismo bili tako presenečeni, da je do tega prišlo. Smo bili pa pač presenečeni, ker je korona ta majhni kroglasti virus, ki smo ga zdravniki poznali, pediatri smo ga poznali, ker to je nek virus, ki tudi pri otrocih povzroča neke take nepomembne respiratorne okužbe in se nam nikoli ni zdel tako strašen. Tokrat je pa ta virus, ki se imenuje SARS-CoV-2, postal drugačen, povzroča bolezen COVID-19, ki je vzela strašen davek povsod po svetu
In zdravstveni delavci pravzaprav smo zelo hitro videli, kako je potrebno hitro ukrepati. Vse ukrepe smo pravzaprav strnili v to preprečevanje teh najhujših izidov in ohranjanje našega zdravstvenega sistema. Saj smo lahko videli v bližnjem Bergamu, kaj se pravzaprav zgodi, če dejansko zdravstveni sistem kolabira, če imaš bolnike na hodnikih, ki jim ne moreš nuditi intenzivne terapije. In tukaj smo res naredili vse, kar smo lahko, da do tega ni prišlo. In res je, tako v prvem, kot tudi v drugem valu smo uspeli zdravstveni sistem obraniti in tukaj so bili zdravstveni delavci odlični. Ja, imate prav, da ko smo pravzaprav spremljali laično javnost ali pa tudi kakšne mnenjske voditelje, ki so dopovedovali, da covida ni, da je korona neke vrste hujša kot gripa, ampak nič tako posebnega. Hkrati pa so nekateri od kolegov oddelali res nečloveške ure v dežurstvih za covidnimi bolniki. Se mi zdi, da smo živeli mi pravzaprav na enem drugem planetu kot oni. Jaz se sicer strinjam, da COVID-19 pri nekaterih lahko poteka zelo blago in seveda je tudi lahko asimptomatski. Ampak vendar realnost, ki smo jo zdravstveni delavci videli v intenzivnih enotah, v naših bolnišnicah, na posteljah, je pa bila strašljiva. A ne? In prej je bilo omenjeno tudi zlo. Sama sem bila pravzaprav presenečena, koliko je pravzaprav to zlo, proti kateremu se pa zelo težko boriš, bilo dejansko prisotno. Tudi sama sem ga občutila pravzaprav v politiki in to me je zelo presenetilo. Jaz sama delam z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami. Tam moraš biti popolnoma transparenten, odkrit, tam nekega zla ni. In mene je to v bistvu zelo presenetilo in tudi prizadelo. Tisto, kar se mi zdi pa ključno, je pa, da tisti prostovoljci, ki so bili pa pripravljeni videti COVID od blizu. In zdravstveni delavci smo jih res sprejeli z široko odprtimi rokami in so nam bili v veliko pomoč. Tisti so se pa lahko prepričali na lastne oči, kaj pravzaprav to pomeni. Tako da jaz sicer mislim, da večina ljudje razumejo marsikaj, so tudi pametni, mislim, da so razumeli ukrepe, velika večina njih in jaz tukaj imam zaupanje v ljudi, da vejo, zakaj smo določene stvari počeli. Edino orožje, ki se mi pa zdi prav proti takim medijskim insinuacijam, je pa pravzaprav en res transparenten, odprt diskurs, pri katerem je seveda potrebno ohraniti kritični um. Kritični um je izjemno pomemben in jaz sem vesela, da smo danes v šoli. Šola je tista, ki krepi kritični um. Potem žlahtna znanost, ki ni odvisna od politike, izjemno pomembna. In neka dobronamernost. In morda sem malo pogrešala prav te dobronamernosti, živahnosti, veselja, zdaj le prihaja poletje. Se mi zdi, da prav ta življenjska sila, da nas je morda pa COVID spomnil, da kljub temu, da je življenje težko, da obstajajo težke bolezni, da se lahko končajo tudi z trpljenjem in smrtjo, je vendarle življenje vredno življenja in če nas je COVID to naučil, potem je to zelo pomembna lekcija. Kako pa je epidemija vplivala na gospodarstvo, dr. Aleš Štrancar? Nekako ste morali krmariti med ukrepi, nevarnostjo okužbe in tudi poslom. Naj povemo, da delujete na področju kemijskih in biotehnoloških znanosti, med drugim ste direktor podjetja Bioseparations, ki zaposluje 150 strokovnjakov. To je kar velika ekipa. Ja, kjer je cilj tudi podpravijo. In tako smo se tudi odnašali, torej, kar se našega dela tiče, pravzaprav epidemija ni imela kakšnih velikih posledic. Smo se od vsega začetka držali vseh varnostnih ukrepov, še bolj kot je nekako država predpisovala. Po drugi strani pa mislim, da epidemija kaže predvsem na to, kam nas je ta globalizacija prepeljala, torej prepeljala nas je v nekaj, kar
ima hude posledice, že v tem trenutku določenih surovin ni, oziroma je dosegljivost do teh surovin težavnejša. Pravi učinki epidemije se pravzaprav poznajo šele zdaj. Le skladišča so bila polna, ko je začela epidemija, in ta skladišča se zdaj praznijo in dosegljivost do določenih surovin in produktov je bistveno težja. Kar nas seveda pripelje do enega razmišljanja oziroma tudi aktivnosti, potrebnih aktivnosti. Svet je majhen, ampak po drugi strani je velik. Torej, če se postavljajo pregrade, ki so posledica vojn, epidemij, potem je samozadostnost izjemno pomembna in tukaj mislim, da Slovenija je šla v napačno smer v zadnjih 30 letih, da postaja premalo samozadostna. In če govorimo o premalo samozadostnosti, moramo začeti s kmetijstvom, ki mislim, da smo ga popolnoma zanemarili, da se zanaša samo na neke subvencije namesto na zdrav kmečko pamet. Če hrane ne bo, potem tudi naroda ne bo. Upam, da bo pravzaprav se določena politika začela malo tega zavedati in se začeti opirati na lastne sile in po drugi strani tudi, kar se tiče ekonomije. Nekaterih produktov v Sloveniji ni, jih ne proizvajamo in to zna biti tudi pravzaprav en velik problem. Če bo prihajalo do podobnih kriz in podobne krize se bodo dogajale in jih bo še več, temu primerno mislim, da moramo najprej začeti razmišljati, kako bomo postali samozadostni. Doktor Kozma Ahačič, dotakniva se še področja kulture, jezika. Pregovor pravi inter arma silent muze, torej med vojno, to biološko vojno, nekako lahko rečemo, muze molčijo. Kako ocenjujete škodo, ki je nastala zaradi spremenjenega načina poučevanja, tudi umanjkanja kulturnih dogodkov? Dotakniva se tudi področja jezika, morda omeniva kakšno novo besedo, ki jo je prav v tem času sprejel Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ste namreč tudi urednik portala Fran, na katerem so vsi slovarji slovenskega jezika. Dober dan, najlepša hvala. Zdaj, samo škodo, kot ste se izrazili, je težko ocenjevati, zagotovo pa smo prišli kar do nekaj spoznanj, do spoznanj, ki se jih je stroka seveda že dlje časa zavedala, zdaj pa so bila tudi splošno preizkušena. Najprej do spoznanja, da nam sama komunikacija nadaljavo prek ekranov lahko marsikaj po eni strani olajša, da pa po drugi strani prinaša velike jezikovne omejitve. Ne vem, če smo kdaj vzgojili kako generacijo, ki se bo bolje zavedala, kaj pomeni omejitev komuniciranja prek ekranov, kaj pomeni to, da učitelja ne vidiš, da ni možnosti za komunikacijo z očmi, za spogledovanja, za občutek, kaj se v neki skupini dogaja. In ob vsem slabem, kar je prinesla epidemija, je to za generacijo, ki je odraščala s tehnologijo, zelo pomembna izkušnja. Kajti sam tehnološki razvoj nam je prinesel veliko dobrega, hkrati pa tudi veliko pasti. Zdaj, na področju kulture sem sam zaznal veliko stisko. Mnogim, ki so bili navajeni garati od zora do mraka, kot bi rekel Prešeren, je bila ta možnost kar naenkrat odvzeta. Tu so bili na najslabšem ravno uprizoritveni umetniki. In zanje je bila to zagotovo
možnost za razmislek, hkrati pa psihično zelo naporen čas, ki je sprožal vprašanja, kako ustvarjati, ko v resnici ne moreš dobiti odziva. Tudi če so imeli spet spletne uprizoritve, spletne koncerte, je odziv, ki je pri uprizoritvenih umetnostih bistven, umanjkal. Kaj bo to prineslo v prihodnosti, ne vemo. Lahko navedem nek optimistični podatek. V zelo podobnem stanju je bilo na primer gledališče, v katerem je potem začel ustvarjati William Shakespeare. Skratka, ravno pred začetkom njegovega ustvarjanja so bila vsa gledališča na tistem območju zaprta zaradi kuge. In tudi sicer iz zgodovine vemo, da se je umetnost znala vedno znova pobrati, da pa ni bilo lahko. Skratka, tu dejansko si moramo predstavljati vsak za svoj poklic, da bi ti nekdo rekel, zdaj pa tega ne smeš delati, kljub temu, da si želiš. To ni lahko. No in pa nazadnje, jezik je pa zacvetel, kajti jezik je postal naše osnovno orodje. Če želimo komunicirati in če nimamo telesa, potem še bolj potrebujemo jezik. Mi smo na Inštitutu za slovenski jezik zaradi SAZU že mesec po izbruhu epidemije začeli spremljati številne nove besede, ki so prihajale, jih opisovati, jih definirati. Opazovali smo lahko, kako strokovne besede, kot so predihavanje ali prekuževanje, ki jih ne bi sicer nikdar uporabljali, ali pa samoizolacija, prehajajo v obči, v splošni jezik, kako jih vsi razumemo in kako se konec koncev ukvarjamo s tem, kako bomo sklanjali covida in tako naprej, kako bomo zapisovali. Jezik, skratka, je imel pa v tem času pomembno vlogo in zato smo bili tudi jezikoslovci zelo obremenjeni. Naša jezikovna svetovalnica je na primer se kar šibila pod težo najrazličnejših vprašanj in upam, da smo svoje zelo težavno leto dobro odslužili. Bomo nadaljevali, upam, da tako optimistično. Blaž Podobnik, rojeni ste po osamosvojitvi. Ste sicer profesor glasbene pedagogike, zaključujete študij sociologije, ste bloger, objavljate na portalih, pišete za Delo. Morda niste tipičen predstavnik mlade generacije. Sicer ste dober opazovalec dogajanja, to lahko razberemo iz vaših zapisov. Kaj bi vi izpostavili v tem času epidemije kot največji problem, izziv mlajše generacije? Kaj so občutili vaši vrstniki? Ste se zadovoljili z besedami? Ste pogrešali druženje, dotik? Ja, lep pozdrav. Hvala za vprašanje. Ja, jaz bi rekel vsekakor druženje, dotik, spoznavanje novih ljudi, no, mogoče to še najbolj bi rekel. Tudi jaz sem glasbenik, sem navajen, da je na vsake toliko časa kakšen koncert in ravno ta naključje je malo manjkalo. Naključje tega, da spoznaš novega človeka, pa če tudi nimaš potem nič posebnega odnosa, ali se nič ne razvije, nobeno niti prijateljstvo, niti poznanstvo, ampak nekako nas rešuje te zasičenosti z vedno istimi odnosi. To je mogoče ena stvar. Potem, kot ste lepo rekli, da tudi recimo nisem več aktiven študent, nisem v študentskem domu, ampak recimo jaz bi
si upal iz lastnih spominov, izkušenj povedati, da to recimo, da je velika večina študentov, torej, ki sicer živijo v študentskih domovih, da so morali biti doma. Se mi zdi, da to ni taka majhna stvar, celo glede na to, da ni bilo veliko izpostavljeno, pač vendarle oni študenti živijo v študentskem domu, niso tam na nekem začasnem prebivanju. Kaj jaz vem, ja, vsekakor, mogoče, no, kar se tiče problemov, predvsem tudi, kot smo rekli, druženje, je pa bilo tudi nekaj dobrih stvari, ne? A še kaj o tem lahko povem? No, recimo, če tako pomislim, imeli smo priložnosti narediti tako rekoč karkoli. Še posebej tisti, ki se ukvarjamo, ne vem, bolj z kakšno intelektualno dejavnostjo ali pa celo ustvarjalno, glasbeno. Če si bil glasbenik, lahko si posnel, ne vem, 3 albume, ne? Pa jih, recimo, če jih nisi, pa je zopet problem, malo banalizira ves čas, ko bo zopet čas, ko ne bo več časa, ne? Toliko je bilo možnosti in mogoče se je izkazalo tudi to, da ko je časa preveč, da pride do njega obrata, da sploh ne moramo misliti, da je to čas, ki ga lahko izkoristimo. Ne nazadnje, to sem enkrat pomislil, ni bil to čas nujno za branje knjig, vsaj na začetku ne, to je bil toliko buren, tudi zgodovinsko, tako smo iskali, kaj se sploh dogaja, sem takrat zapisal, da je to zdaj čas za branje, kvečjemu branje kolumen ali pa pisanje kolumen, ali pa pisanje knjig, ne pa toliko za branje navadnih knjig, ker preprosto ni to en čas, kjer se lahko samo nazaj usedeš in uživaš v minevanju. Magister Miroslav Mozetič, epidemija je narekovala tudi snovanje novih zakonskih aktov. Pravni jezik mora biti čim bolj natančen, jasen, tudi posledice kršitev predvidene. Pa vendar se bomo spominjali predvsem neverjetno zagrizenega legalizma, vsaj tak občutek sem imela sama, kjer nasprotnikom ukrepov ni šlo za dobro ljudi, ampak za iskanje pravnih lukenj, tistih pomanjkljivosti, ki jih morda niso uspeli, niso zmogli ubesediti. Torej, kakšen je vaš pogled morda na to? Hvala lepa za povabilo. Ja, tudi tako bi lahko rekli, verjetno marsikdo je take občutke tudi imel, ne? Ampak poglejte, pravo ureja medčloveške odnose, ne? Družbena razmerja, pojavila se epidemija, seveda parlament, vlada, ki sta dolžna skrbeti tudi za te odnose, sta pač bila dolžna sprejeti določene predpise, ne? Določene zakone, pa vlada določene uredbe. Zdaj, govorimo o legalizmu, ampak tukaj je bolj vprašanje jasnosti predpisov. Ko je nek predpis sprejet, mora biti natančen, dovolj jasen, da vsak posameznik, ki mu ta predpis določa neka pravica, ali pa zlasti, če določa obveznosti, da je jasno, da veš, kaj te čaka, kaj si dolžen storiti, kaj si dolžan opustiti. Tako da z tega vidika, to je eno od temeljnih načel tudi pravne države, načelo jasnosti. Zdaj, ta legalizem ali pa legalnost, ne, je bolj pomembna pri odnosu med uredbami in zakonom. Vladne uredbe morajo biti znotraj zakonske norme. In tukaj se je pojavilo nekaj več problemov. Zdaj, kar zadeva teh lukenj, to v pravu je znano, to mi imenujemo pravne praznine in v vsakem zakonu, v vsaki uredbi, v vsakem pravnem predpisu je ogromno takih lukenj, tako da to ni nič novega. Zdaj, mene je bolj, ko sem včasih razmišljal pa poslušal predvsem učitelje, recimo iz učiteljskega pa sindikat, kaj vse bi morala neka uredba predpisati, pa niste nam tega sporočili, pa to bi morali še, pa tega ne vemo, pa onega ne vemo. Skratka, pričakovalo se od vlade, da ureja vse, tudi tisto, kar je samo po sebi umevno. Jaz mislim, da je epidemija v prvi vrsti problem zdravstva, ne pa prava. In mi smo pa to spremenili v nek pravni problem, predpisali vrsto predpisov, vrsto uredb, vrsto zakonov in seveda ljudje iščejo luknje. To je nekako normalno, bi človek rekel, da tisti, ki ga nekaj zavezuje, da poskuša čim lažje
čim lažje priti skozi to zadevo. No, ampak vprašanje, ki je kaj s temi praznинami ali pa s to legalnostjo, je pač dejansko problem, ker jaz se bojim, da mi še vedno in parlament in vlada, pa tudi, ne vem, sindikat, pa vsi ljudje skoro, no, preveč pričakujemo od prava, ne. Pravo sicer ureja medčloveške odnose, ampak nikoli jih ne more urediti tako, kot bi jih v bistvu lahko sami, če bi sledili nekim vrednotam, nekim moralnim načelom in bi to epidemijo brez kakršnega koli predpisa, razen tistih, ki so bili potrebni zaradi recimo gospodarstva pa določenih drugih stvari, ampak to, da je treba predpisati, da nosiš masko, da treba pač stikov se izogibati, to je pa zdravstvena zadeva. Oni so povedali, zdravniki so nam povedali, virus se prenaša stiki, ergo stikov ne sme biti. Mislim, to je edini predpis, ki bi bil, in če bi ljudje se zavedali tega, bi verjetno bilo pol manj problemov. Tudi pravnih, to se zadnje. Pa se bomo sedaj ozrli nekoliko dlje v preteklost, v 30 let, mogoče še nekoliko dlje. Gospod Štrancar, dolgo ste že v poslu. Kakšne spremembe opažate v poslovanju, gospodarstvu, ekonomiji v različnih razdobjih Slovenije? Pred osamosvojitvijo, v prvih letih po njej, po vključitvi v Evropsko unijo. Na kakšne ovire naleti gospodarstvenik, podjetnik pri nas? Kaj pogrešate morda v tem trikotniku podjetje, država, lokalna skupnost? No, imam že kar nekaj let, tako da moje začetki segajo še v obdobje stare Jugoslavije, druge Jugoslavije, kakorkoli že. In ja, v tej ureditvi družbeni je bila zasebna pobuda pravzaprav nezaželena, onemogočena, torej podjetništva praktično ni bilo, dovoljevali so določeno obrt. Z osamosvojitvijo se je seveda to postavilo na glavo, možno so vse pobude, vse oblike gospodarstva in s tem se pravzaprav odpre svoboda. Svoboda temelji tudi na ekonomski neodvisnosti. Torej, če ustvarjaš kot podjetnik, najprej seveda želiš imeti doseg do trga, svetovnega trga, brez omejitev, seveda brez carin ne gre, ampak predvsem so stališča omejitev zaposlovanja, kot smo poznali v bivšem sistemu, da obrtnik ne sme več kot 5 ljudi zaposliti. Omejitve tudi določenih aktivnosti so bile omejene. Torej, v Sloveniji imamo popolnoma vse možnosti zdaj, da se razvijemo v gospodarskem smislu, čim več izvažamo. Izvoz je tisti temelj naše svobode. Če smo vpeti v domače gospodarstvo, v neke posle za državo ali državnimi podjetji, potem smo odvisni, smo nesvobodni, bomo prodajali pravzaprav tudi svoj karakter in svojo poštenost, zaradi tega, da pridemo do določenih poslov. In tukaj pravzaprav tudi prihajamo do koruptivnih odnosov. Koruptivni odnosi niso nujno samo tisti, ki so povezani z denarjem. Koruptivni odnos je tudi, da nekomu urediš službo, da narediš nekaj zaradi tega, da dobiš državno koncesijo in tako naprej. Torej, jaz sem imel srečo, da delamo s podjetjem, ki izvaža praktično 95 oziroma 99% izdelkov. Smo od slovenskega trga popolnoma neodvisni, smo od vseh teh lokalnih zdrah in interesov popolnoma neodvisni in to pravzaprav je tista prava svoboda. Torej, jaz dojemam podjetništvo kot svobodo, osebno svobodo. Ne rabim se pokoriti nobenemu, razen seveda kvaliteti svojega proizvoda, storitve do kupca. Torej, zadovoljevanje potreb kupca od čim višje kvalitete je pravzaprav tista zadeva, s katero pravzaprav vse podjetje ukvarja. In če zadovoljujemo potrebi kupca, potem je tudi kupec s tem zadovoljen in stvari grejo naprej in uspevajo. Seveda imamo pa pravzaprav vedno tudi dipol zadovoljevanju kupca.
in to so pravzaprav razne velike multinacionalke, kjer pravzaprav ne moramo več govoriti o zadovoljevanju kupca in njegovih potreb, ampak o zadovoljevanju potreb kapitala, ki je za njimi. In ta svet pravzaprav si jaz predstavljam bolj kot borbo ali pa, bom rekel, dialektiko med delovnim, podjetnim delom na eni strani, mora biti pošteno, vsaj dokaj pošteno, in potem velikimi sistemi, ali so to zdaj multinacionalke, ali so to državne organizacije, ki so pravzaprav dipol tega, zaradi tega, ker ne živijo na rezultatih svojega dela, ampak živijo na rezultatih drugih ljudi. Vodijo jih bolj ali manj prikrite in zakrite finančne inštitucije, lobiji, in to je nezdrav. Tukaj pravzaprav je tisto jedro satanizma na tem svetu. Torej, bolj kot so velike firme, globalne, več je tega. Bolj kot se države pravzaprav zapirajo, več je tega. Torej, Evropska skupnost nam sigurno po eni strani daje eno možnost svobodnega razvoja, dostopa do trgov, žal pa Bruselj postaja zgolj in samo eden novih centrov satanizma. In to vidimo predvsem najprej na področju morale, etike in tudi prelslej bomo videli, oziroma tudi vidimo na področju gospodarstva. Tako. Se bije nekakšen duhovni boj v vsakem primeru? Vedno na svetu je bila dialektika med dobrim in zlim in tudi v tem trenutku stvar ni nič drugačna in tudi jutri ne bo nič drugačna. Ta svet je solzna dolina in pač moramo v tem svetu delati, za kar smo poslani sem. Če bomo pričakovali, da bo vse samo dobro in ugodno, brez trpljenja, potem nismo na pravem svetu. Bolj, ko bomo se borili za to, da imamo vse sam dobro, bolj bomo žalostni, depresivni. Če pa vzamemo trpljenje in tudi borbo kot nekaj življenjskega in poslanstvo, vzamemo to kot poslanstvo, potem pa pravzaprav je ta svet zelo lep in pravzaprav nam nič ne manjka tem svetu, sploh tukaj v Sloveniji ne, ker mislim, da imamo kar en majhen raj na zemlji. Doktorica Tina Bregant, morda postrežete z nekaj podatki, kako se je v teh 30 letih širil nabor zdravstvenih storitev in uslug. Kaj to pomeni za državno blagajno, proračun? Kako je bilo v Jugoslaviji? Zdaj se navadno izpostavlja zgolj probleme. Kako dobro je pravzaprav slovensko zdravstvo v tem trenutku? Ja, to je v bistvu zelo težko vprašanje. Slovensko zdravstvo je odlično, dokler ga ne potrebuješ, in v slovenskem zdravstvu delajo odlični zdravstveni delavci, ki se trudijo po svojih najboljših močeh. Pa bom mogoče štafetno palico prevzela od gospoda, ki je končal s to mislijo, da je Slovenija izredno lepa in da imamo v bistvu vse možnosti, da dobro živimo. Zelo pomembno je, v kakšnem okolju živiš, in Slovenija je krasna, zelena, čisto vodo imamo, naše okoljske danosti so zelo dobre. Poleg tega je Slovenec kot človek se je znal vedno obnašati samozaščitno, ne nazadnje je zato tudi preživel na tem lepem koščku sveta v samem osrčju Evrope. Tako da pravzaprav tam okoli leta 2000, na prelomu tisočletja, smo Slovenci živeli tam okoli 75-76,1 leto. Danes, oziroma 2 leti nazaj, smo to dobo podaljšali, tako da živimo že čez 81 let, kar je dobro. Skratka, naša življenjska doba se podaljšuje. Še vedno nismo najdlje živeči, imamo določene konce sveta, tudi v Evropi, kjer živijo dlje, ampak smo jim zelo blizu. Tisto, kar je bolj zaskrbljujoče, je, da Slovenci ne živimo dolgo časa brez bolezni. In tako pravzaprav danes rojeni dečki in deklice lahko pričakujejo samo okoli 55, to se pravi dečki malo krajše 54, deklice pa 56 let življenja brez težkih obolenj. To pa že ni več tako fino. Če ob tem vemo, da pravzaprav 80% vseh kroničnih bolezni po nekaterih izračunih lahko preprečimo sami,
z zdravim življenjskim slogom. In Slovenija nam vse to omogoča. Telesna dejavnost, rekreiranje v naravi, zdrava prehrana. Mi v bistvu se dotikamo Mediterana, imamo lahko zdravo mediteransko dieto, ki nas ščiti tudi pred prezgodnjo demenco. Potem poleg tega, če se ne vdamo raznim razvadam, tukaj je kajenje, tukaj je alkohol, to so v bistvu vse take stvari, na katere lahko vplivamo. Kako pa na to najbolje vplivamo? Dejansko se bom spet vrnila k tistmu, da smo danes v šoli, opolnomočenje, da ljudje razumejo, zakaj določene stvari so dobre, določene niso najboljše za njih. To se v bistvu vse ta preventiva, primarno zdravstvo. Zdaj naše korenine preventive in primarnega zdravstva segajo pa dejansko še dlje nazaj. Zdaj ljudje verjetno vejo, da je prvi predsednik Svetovne zdravstvene organizacije po drugi svetovni vojni bil iz nam bližnjega okolja, Andrija Štampar, oče pravzaprav javnega zdravja. Šolal se je takrat kot naši zdravniki na Dunaju in potem v Kraljevino, Jugoslavijo, prinesel tudi te principe preventive. In tukaj je tudi potrebno povedati, Slovenija je bila v Kraljevini po prvi svetovni vojni, mi smo imeli prve zdravstvene domove. In to pa je tisto, kar je pomemben doprinos k zdravju, zelo poceni v primerjavi z sekundarnim in terciarnim bolnišničnim zdravljenjem. Je pa seveda to kar težko in zahteva tudi en tak oseben napor vsakega od nas, državljana, preden postane bolnik. In tukaj jaz mislim, da mi bi se morali v zdravstvu začeti pogovarjati ne samo o teh zadnjih trenutkih življenja, zadnje leto življenja, v katerem porabimo tudi ogromno sredstev, ampak življenje je vendar vsa tista leta prej. In vsa tista leta prej, tukaj pa lahko zdravstvo dejansko naredi še mnogo več in tudi mi kot družba. V zadnjem času narašča žal tudi breme raka, nekako se izmenjujeta za srčno-žilnimi boleznimi, na prvem mestu pri ženskah in na drugem mestu pri moških. In tukaj pri raku lahko tudi zelo veliko sami naredimo. Potem seveda imamo pa še tihe epidemije. Tukaj je epidemija demence, Alzheimerjeva demenca, vsi bomo enkrat stari in seveda si želimo tudi zadnja leta življenja preživljati v družbi naših najbližjih, ne odrinjeni nekam na stran, izgubljeni, pozabljeni. In tukaj je zelo pomembno, kakšno okolje mi ustvarjamo vsak dan. Tako da naše zdravstvo je na nekaterih področjih zelo dobro, vrhunsko, tudi COVID-19 smo uspeli premagati, ne samo za vrhunsko intenzivno medicino, ki jo imamo, ampak tudi zato, ker je na našem primarnem nivoju dobro deloval ravno primarna medicina, tam, kjer imamo mi družinske zdravnike, pediatre in ginekologe, skratka to vstopno mesto, da naše bolnice niso bile preplavljene. To je naš glavni, kako bi človek rekel, to je naša dodana vrednost, ki jo imamo tradicionalno in tudi dejansko. In tega res ne smemo uničiti. Potem imamo pa terciarne bolnišnice, tukaj pa treba vseeno vedeti, da ti rabiš neko ključno kritično maso, da lahko izvajaš dejansko to vrhunsko medicino, vendar tudi tukaj. Slovenci smo zelo inovativni, imamo dobra bazična znanja. Imamo nekaj naših strokovnjakov, ki so v samem vrhu stroke, žal jih je veliko tudi v tujini, ker so v tujini enostavno boljši pogoji. Da ustvarimo mi družbo, v kateri bo tudi naša terciarna medicina postala res en tak svetilnik, to pa lahko naredimo pač z namenskimi odločitvami, z izobraževanjem, z tem, kam dajemo sredstva in seveda nekaj zelo pomembnega, gospod prihaja iz gospodarstva. Zdravstvo mi tradicionalno gledamo kot porabnik proračuna, pa temu ni tako. Zdravstvo lahko z tem, da je razvojno usmerjeno, je lahko pomemben generator idej, izvedb, tudi za industrijo, tudi za farmacijo. Lahko bi bili samooskrbni z proizvodnjo cepiv, lahko bi bili samooskrbni, veste, da imamo pravzaprav tudi Krko, ampak tam so v glavnem generična zdravila, mogoče bi lahko bili še bolj inovativni, mogoče bi naša
pamet, namesto da gre v tujino, lahko ustvarjala tukaj pri nas in da bi zdravstvo lahko dejansko videli kot en pomemben doprinos k našem BDP-ju, ne samo kot porabnik proračuna. In zdaj imamo to priložnost, da dejansko mi to zdravstvo zasnujemo nekoliko drugače, kot smo ga imeli do zdaj. In koliko je dostopen povprečnemu državljanu, kako na njegovo rabo in poznavanje vplivajo socialni mediji, kako na nas vpliva raba angleščine. Mladi razmišljajo po angleško, prej najdejo angleški izraz kot slovenskega, pogosto slišim. Smo domoljubni, smo izgubili narodni zanos, kako ocenjujete? Ja, z osamosvojitvijo Slovenije lahko rečemo, da smo prišli v stadij jezika, ko je slovenščina dokončno odrasla. Če smo prej bili naučeni skrbeti za slovenščino tako, da smo jo vzgajali, da smo kritizirali, da smo bili zaskrbljeni nad njo, pa se z odraslim jezikom ne more več ravnati na tak način. Jezik, ki odraste, jezik neke osamosvojene skupnosti, je namreč jezik neštetih funkcij, neštetih variant, odtenkov. In ravno zato me kot jezikoslovca v resnici zelo moti, da se premalo zavedamo, da kar se tiče slovenščine, v resnici živimo sanje naših prednikov. Tako so videti sanje. Zato, kar imamo zdaj, so si prizadevali vsi rodovi jezikoslovcev. In imeti jezik, ki zmore vse, jezik, ki je popolnoma svoboden, seveda ni preprosto. To pomeni, da v tem jeziku še vedno nastaja zelo velika količina izredno kvalitetnih besedil. Upam si reči, da je kvalitetnega jezika v resnici več, kot ga je bilo nekdaj. Ampak s tem, ko se jezik več uporablja, je seveda več tudi variant, ki jih doživljamo kot nekvalitetne. Hkrati pa so družbena omrežja povzročila tudi to, da mnogokrat zapisujemo pogovorni jezik, da se pogovarjamo v resnici tako, da pišemo. In to je nek nov fenomen, ki ga pa ne smemo mešati s knjižnim jezikom. Morda bi tu poudaril eno stvar, ki sem jo položil na srce že našim zamejskim Slovencem. Sleng mladih je v resnici upor. To je znamenje, da si se sposoben v svojem lastnem jeziku upirati. In to, da se upiraš v svojem lastnem jeziku, pomeni, da imaš ta jezik rad. In kritizirati sleng mladih nikakor ne pomeni boriti se za boljši knjižni jezik. Nekdo, ki se v mladih letih v slengu upira, bo storil vse, da bo v zrelih letih njegov jezik čim bolj kultiviran. Če pa mladim rečemo, vaš jezik je slab, jim v resnici sporočamo, vaša slovenščina je slaba. In s tem jih silimo stran od slovenščine, ne k slovenščini. Skratka, dojemanje jezika v današnjem času ne more biti enako, kot je bilo dojemanje jezika
v preteklih generacijah. In ljubezni do jezika v današnjem času ne moremo vzpostavljati na tak način, da se osredotočamo samo na napake, samo na tisto, kar je v jeziku slabo in se hkrati ne zavedamo, da slovenščini še nikoli ni šlo tako dobro, kot ji gre danes. Blaž Podobnik, starejše generacije danes izpostavljamo problematiko pogosto, ki je mladi sploh ne poznate ali pa se z njo niti ne želite ukvarjati. Kje vi vidite povezavo med zdajšnjimi težavami, izzivi in preteklostjo, s katerimi se sooča naša družba danes? Odkje politična in družbena neangažiranost in apatija, predvsem strani mladih? Kako vi to vidite? Torej, če omenim ob tem morda polpreteklo zgodovino, nerazčiščeno vprašanje povojnih pobojev in tako naprej. Kako gledate mladi na to? Ja, po mojem raznoliko. To je po mojem ena, seveda, mladi so relativno široka, če ne drugega po dojemanju, tudi v zgodnih starostih se relativno hitro spreminja mišljenje posameznika. Jaz bi rekel, mladi gledamo zelo raznoliko, tudi že zelo hitro smo mladi, privzamemo ali pa se obesimo na neke tudi bolj kulturne, politične identitete. Pač taki smo ljudje, da rabimo neko trdnost, pa če ima kakšno podlago ali pa nobene. In recimo, če pa konkretno recimo to v zvezi z polpreteklo zgodovino, zdi se mi, da smo mladi, zdaj pa ne sebe negiral, češ da mladi nekaj vendarle mislimo, no, ali pa jaz recimo, da smo mladi, da razumemo pomen človekovega dostojanstva, pietete, dostojnega pokopa in da tukaj ni take kakšne posebne polemičnosti. Tudi po mojem, če bi vprašali kakšne najbolj zagrizene med mladimi, bolj levo revolucionarne aktiviste, tukaj po moje ne bi videli, bi seveda se strinjali po mojem. No, sicer pa tisto o tem, da smo mladi apatični ali pa politično neaktivni, jaz to opažam, recimo dobro, še posebej tak, za moj vtis, dobro, krščanska demokracija ima zelo aktiven podmladek, ampak še posebej so mladi na levici bolj politično aktivni, tak je moj vtis, tudi če tako pogledamo, je Luka Mesec, tak res obraz in najbolj mlad politik in tudi za njim, po mojem, relativno mlada stranka. Jaz bi tukaj jaz razmišljam, da je morda pa eden od razlogov, da se pa morda na sredini ali pa na desnici več mladih ne angažira, da je vseeno, da je prostor tako religiozno nabit z vprašanjem pripadnosti ali pa skoraj vere, sploh ni polje političnega je, skoraj ga ne moramo misliti kot polje razumske razprave, ampak polje verjetja. In tukaj, ko enkrat vidiš, da je to, da greš ali pa da bi šel, da se spuščaš v polje, kjer boš prav mogoče, no, kjer ne veljajo principi, ki jih imaš bolj vzvišene, kot so recimo razumska razprava. Tukaj se vemo, so močne figure, tudi vodja slovenske desnice, lahko bi rekli, je seveda močna tudi simbolna figura, ki kar nekako potem se je težko kakorkoli neenoznačno opredeliti. In ta enoznačnost pa po moje odbija mlade. Mi bi radi kompleksnost, mi smo po moje relativno zelo pametna generacija, ne nujno zato, ker smo mladi, pa ker smo to mi, pa ker jaz govorim, ampak tudi zato, ker je naš vselej že zvezan tudi smo na pol
smo na pol roboti, no, vedno razmišljamo tudi že z internetom, z napravami. Zdi se mi, da, no, tako ja, da smo sposobni in da ko bomo še bolj se aktivirali, nekateri pa se že, da bomo lahko dobri tudi upravljalci in voditelji. Tako o tej vedno večji polarizaciji bomo govorili v naslednjem sklopu vprašanj. Predlagam tudi, doktorica Bregan, da si zapomnite to, da boste nekako morda definirali to sposobnost mlajše generacije, ki je vrhunsko sposobna, verjamem. Tako kot neko podstat skupnega življenja predstavlja pravo, zato vedno pravnika zaenkrat še dajemo mu zadnjo besedo v posameznem sklopu. Torej, pravo je minimum morale, zgolj tisto, kar nekako moramo storiti, da stvari tečejo v neki družbi, v neki skupnosti. Kakšen je bil razvoj človekovih pravic pri nas, kaj je značilno tako za obdobje pred osamosvojitvijo, pa potem zdaj v teh 30 letih. Torej, ali je bilo tudi pri nas morda uzakonjeno kaj na pol, morda celo kaj krivičnega, ali je bila bolj krivična praksa, bom rekla tudi v tej polpreteklem obdobju morda, ko morda menimo, da je tako tudi bilo v času enoumnega, recimo, sistema. Ja, zelo težko vprašanje, pa kompleksno, ne? Zdaj, morda kar zadeva človekovih pravic, če zdaj naredimo neko razliko med tem, kar je bilo do ustanovitve nove države, torej do sprejema temeljne ustavne listine, pa potem tudi ustave, torej pod prejšnjim režimom, v bistvu, čeprav so človekove pravice, določene te pravice bile zapisane v socialističnih ustavah vseh naših, torej zvezni in republiški, vendar mi dobro vemo, da je pravni red v bistvu v bivši državi izhajal iz neke ideologije, ne vem, kako naj točno rečem, ali je to bil dialektični materializem, ali je bil marksizem, avantgarda, torej skratka postavljale so se neke predpostavke, na katerih je potem bilo zgrajeno pravo. V bistvu vir prava je dejansko bil ta ideologija marksizma, tudi je bilo v ustavi napisano, da je komunistična partija avantgarda, da je delavski razred tisti vodilni, pa ne vem, še neki drugačen. Skratka, ta ideologija in vse pravo je v bistvu bilo nekako podrejeno tej ideologiji. Skratka, seveda, ko pa ti v življenje spravljaš neko ideologijo, jo moraš s prisilo dejansko spravljati. Zato je v bistvu taka država potem totalitarna, policijska v bistvu. In so človekove pravice kot take v ozadju. In praktično so bile vse temeljne pravice, ki so najpomembnejše in katere smo potem po letu 90 vzpostavili pri nas. Predvsem spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, torej duhovna, ekonomska, politična, skratka tega v tem režimu ni bilo. Potem po letu 90 začelo se že prej, skratka z novo revijo, pisateljska ustava, Demosova ustava, ampak tisti ključni prelom, prvi tak formalno pravni je ta temeljna listina ustavna, ker smo tudi jasno povedali, da prejšnja država ni spoštovala človekovih pravic in da hočemo novo državo, kjer pa bo izhodišče vsega prava človekovo dostojanstvo, spoštovanje človekovih pravic, svoboda, torej svobodni posameznik v svobodni družbi, nekako tako je ustavno sodišče večkrat zapisalo. To pomeni svobodo v najširšem pomenu besede, torej da kot človek je svoboden, kot oseba, ekonomsko svoboden, politično svoboden in kot tak se lahko potem povezuje v neko družbo, ki lahko gradi na teh temeljih svoj pravni red. Zdaj, koliko smo uspeli v teh zadevah, koliko so ta izhodišča v celoti vnešena v pravni red, gotovo je stvar debate. Ustava ima vse to. In če bi mi spoštovali ustavo in če bi izhajali vseh teh načel, ki jih imamo napisane v ustavi, potem bi gotovo marsikakšen zakon bil tudi drugačen. Da niso, je jasno, ker
Zato pa imamo tudi ustavno sodišče na vse zadnje. Ustavno sodišče je tisti arbiter, ki skrbi, da je zakonodaja, torej ne samo po sebi, mora biti nek predlagatelj, pobudnik, ampak skrbi, ali je nek zakon skladen z ustavo. Tako da po novem, mislim, v novi državi je ta etični, ta pravni etični temelj je v bistvu človekovo dostojanstvo. In na tem in spoštovanje človekovih pravic, na tem je vsa, v bistvu, naj bi temeljil ves naš pravni red. Praksa je pa, tako kot marsikje druge, tudi verjetno podobno je tudi v pravu. Sodstvo je tudi v stari državi je bilo sodstvo v funkciji tiste ideologije, tako kot je bila parlament, kot je bila vlada, kot je bila uprava, tako je bilo tudi sodstvo. Koliko se je spremenilo, gotovo nekaj se je, v celoti verjetno se ni. Na to, da se v celoti ni, kaže tudi določene hude napake, recimo, ki so se dogajale posameznikom, a ne, v nekih določenih sporih, v kazenskih postopkih, kjer je dejansko človek bil v bistvu skozi to pravno proceduro, pa skozi te napake, ki so se dogajale, v bistvu uničen. Tako da pravo, če je nek fenomen, a ne, ki ureja, kot sem že prej rekel, medčloveške odnose. Ideja prava je to, da te odnose ureja nekako skladu z družbeno pravičnostjo, da teži k čim večji pravičnosti oziroma enakosti, kar pomeni, da se vsi ljudje obravnavajo enako, da se ne obravnavajo eni tako, drugi drugače, kot je bilo v preteklosti, dobro vemo, v prejšnji državi, smo bili različno obravnavani, še vedno, ampak to je narobe. To se lahko zdaj zagotovi skozi varstvo, sodno varstvo, da se pač doseže enako obravnavati. In ključno je tudi potem pri sojenju, pri upravnem odločanju, da tisti, ki odloča, išče, da se spor reši čim bolj pravično, seveda v okviru prava, ampak čim bolj pravično in da je argumentacija, ker sodno odločanje je v bistvu vrednotenje, vrednostno odločanje, to ni tehnično odločanje, in da je argumentacija, je pa tista, ki naj prepriča in naj zagotovi to pravično odločanje. Skratka, v tem smislu imamo gotovo še veliko za postoriti, tudi pravniki, pa predvsem pravniki, in nas tukaj gotovo čaka še marsikaj. Ampak vsaj podlago pa imamo pravo, podlago v ustavi imamo pravo. In če se vrnemo spet k ustavi, mislim, da bo tudi marsikakšna zadeva v družbi tekla drugače. Preden se dotaknemo naslednjega sklopa, zgolj tako, da boste malo razmislili, zadnja vaša misel bo, kaj vam predstavlja izvir za vaše delovanje, kje vi črpate to energijo, moč za svoje delovanje. No, ampak pred tem pa področje ideologije. Torej ta polarizacija, ki sem jo že omenila in vi pogrešate, gospod Podobnik, to sredino, to zdravo sredino, kot ste rekli, a ne? Doktor Aleš Štrajncar, zdi se, da danes državljani predvsem iščemo državo, v državi vidimo kot servis za naše potrebe. Morda nas zanima še ekologija, dokler se ni potrebno nečemu odpovedati. Pa vendar v tej polarizaciji se pojavlja močna socialistična agenda, ki nekako demonizira kapital kot nekaj popolnoma slabega in a priori izkoriščevalskega. Kako ta ideologija vpliva na poslovanje, na družbo, na ekonomijo, pa tudi obratno? Kakšna je vaša konkretna izkušnja? Ste namreč delodajalec, inovator. No, najprej mislim, da je potreba te stvari pogledati malo bolj globino in če bi dobro preštudirali te stvari, bi pravzaprav ugotovili, da ta socialistična agenda je podprta pravzaprav od vele kapitala. Imamo v bistvu vedno neko dialektiko, torej ljudi, ki ustvarjamo in se trudimo,
in tisti, ki bi želeli od tega dela ljudi živeti. In tukaj se pravzaprav vedno najde ta res glaven, najmočnejši velekapital, in potem tisti, ki pravzaprav temu kapitalu pomagajo. In vedno pravzaprav v vseh teh generacijah oziroma vsem razvoju sveta je pravzaprav bila ta dialektika. In ta dialektika je mogoče v tem trenutku še toliko bolj vidna, zaradi tega, ker svet je porabil bistveno več, kot je proizvedel in porablja bistveno več, kot proizvaja. Po eni strani je denarja na svetu ogromno, po drugi strani pa ta denar je vedno manj vreden. Torej, tukaj se sigurno dogajajo določeni premiki v tem, bom rekel, najvišjem finančno vodstvenem nivoju, ki pravzaprav želi ljudi narediti vedno bolj odvisne. Po eni strani nudi neko svobodo, ki ni prava svoboda, gre v ideologije propada, teorije smrti, zaradi tega, ker hoče pravzaprav iz ljudi narediti robote. To je vedno bilo. Od sužnje lastništva naprej, vedno smo pravzaprav imeli tovrstne principe in načine ljudi pravzaprav zlorabljati, izkoriščati. In tudi zdaj je enako. Torej, bom rekel, ta skrajna levica je pravzaprav maksimalno podprta od tega velekapitala, ker velekapitalu v interesu, da bom rekel, da te ljudi, ki pa ustvarjamo, ki ustvarjate, drži čim bolj pod kontrolo. In najlažje držiš te stvari pod kontrolo, da jim pač neko ideologijo nekako serviraš in morajo potem po tej ideologiji ravnati. Predtem je bil marksizem, zdaj se skušajo pač neko drugo ideologijo, ampak vedno je tisti velik kapital od zadaj. Tisti, bom rekel, finančni kapital, ne delovni kapital. Kapitalizma, tako kot smo ga poznali pred 150 leti, več ni. Tukaj gre za finančni menedžment. Tudi podjetja, ki ustvarjajo, ki se trudijo, ki delajo, so pravzaprav vedno v fokusu plena teh vele finančnih lobijev, ki pravzaprav skušajo ta svet podjarmiti. Po drugi strani imamo pač seveda, bom rekel, ta pozitiven način razmišljanja, ki skuša pravzaprav graditi na svobodi, osebni svobodi. In prejslej pridemo vedno na borbo zla in dobrega, Boga in Satana. Že Sveto berilo, oziroma pač Sveto pismo pravi, kaj je denar, in kaj denar služi in čigav orožje je denar. In temu primerno se pravzaprav stvari vedno na tem svetu dogajajo in tudi zdaj ni nič drugače, samo barva je druga. Prej je bila rdeča, zdaj pa mavrična. In tako te stvari gredo. Jutri bo mogoče pač ena črna. Tako da mislim, da če nekako te stvari na ta način spoznavamo, potem se tudi nekako lažje orientiramo in tudi lažje delujemo. Torej, ustvarjanje, svobodno ustvarjanje je ta največja vrednota, ki je bila podeljena od Boga kot svoboda. To, kar nas pri tem onemogoča, je pravzaprav delo Satana. Bilo je in bo na tej solstni dolini. Tako. Torej, po sledeh denarja, nekako, ko o tem razmišljamo. Magister Mozetič, kaj to pomeni za področje prava? Je na primer možno dohodkovno uravnilovko uzakoniti? Kaj bi to pomenilo? Kakšne bi bile posledice, tudi nekakšne težnje po ukinjanju zasebne lastnine se pojavljajo? Po svoje zelo všečno, tudi do neke mere razumljiv način razmišljanja. Torej, prevrat, kateremu se nagiba del družbe, pomeni tudi popolno zanikanje pravnega reda. Kakšne so bile posledice v preteklosti, bi bilo danes kaj drugače? Torej, spet sem natresla kar nekaj vprašanj, ampak z tega pravnega vidika pričakujemo nekako razumski pogled na področju prava.
Ja, tudi zdaj ne bi bilo nič drugače, če bi prevladala ali pa zmagala ta ideologija, ki se nekako pri nas propagira skozi levico ali pa ekstra levico, ker je povsem ista, ne? To je neka levičarska, zdaj pravijo kulturno-marksistična, ne vem kako, ampak to je ta agenda. Skratka, delavska razreda ni več, ne? Tistega, ki ga je poznal Marks pa Lenin, in so našli nekaj drugega, ne? Še vedno seveda je pa agenda, da se vse po državi, vse pod jarmi, ker dejansko, če to storiš, potem prej ko slej, če gre po tej poti, dejansko človek ne bo več svoboden, ko bo izgubil vse. Ne bo imel ne politične svobode, ne duhovne, ne bo smel več, ne bo svobode govora, se to že vidimo, recimo. Vrsta zadev, vrsta izrazov je že praktično prepovedanih, določena mnenja so prepovedana. Skratka, to pelje v neko totalitarno državo, ki obvladuje neka ideologija. Zdaj, če bo ta leva, je to neka groza, ne? V tem trenutku pač nas ščiti ustava, dokler pač imamo ustavo, kakršno imamo, in dokler bodo sredinske in desne stranke prevladovale, do takrat so vse te zadeve, vsi ti poskusi obsojene na uspeh, ker tudi če bi zdaj zakon sprejeli, ki bi nacionaliziral, bi ga Ustavno sodišče razveljavilo. Tudi če bi zdaj sprejeli uravnilovko totalno, čeprav jo že zdaj imamo precej veliko, ne? Ampak če bi bila še hujša, bi preko slej Ustavno sodišče to moralo razveljaviti, ne? Glede na to ustavo. Če spet razmišljamo naprej, da lahko dobijo ustavno večino, ne? Ta ideologija pelje pa v pogubo, ne? Dejansko, ne? Ker pelje to, da se tudi moramo izolirati, ne? Izločiti iz Evrope, izločiti vseh teh inštitucij, ki so pač, kjer so še vedno, bom rekel, ne? Čeprav tudi v Evropi ta ideologija postaje vedno močnejša, ne? Tako da to, kar smo včasih upali, da nam bo Evropa pomagala pri demokratizaciji, pri neki liberalizaciji družbe, nažalost se pokaže, da je neke vrste utopija. Ampak jaz sem optimist kljub vsemu, no. Doktor Kozma Ahačič, zdi se, da sodobni človek prenese samo še abstraktno kulturo, morda pop kulturo. Zdi se, da starejše generacije obeh polov promovirajo neko, recimo, avantgardno, revolucionarno umetnost, na drugi strani morda narodno, cerkveno pesem. Zdi se, da počasi izumirajo. Kaj vi menite, kako zgraditi ta most med umetnostjo nekoč in danes? Kaj imajo brižinski spomeniki ali krst pri Savici z današnjim časom in človekom in ljudmi, kot je Blaž? No, sam mislim, da mora vsak narod, če se želi razvijati, skrbeti za vse pole svoje kulture. Po eni strani seveda se navezovati na tradicijo, jo poznati svojo književnost, svojo umetnost, tudi ljudsko petje. Po drugi strani potrebujemo ljubiteljsko kulturo, potem pop kulturo za širši krog ljudi. Tisto, kar se je pa vedno izkazovalo kot samo gibalo sprememb, pa je elitna kultura. Tako da sam vidim prihodnost v abstraktni umetnosti, v glasbi, v kiparstvu, v slikarstvu, v filmih, ki zahtevajo intelektualni napor in veliko znanja. Seveda je to kultura, ki zajame le manjši del ljudi, vendar pa je pomembna. To nas uči zgodovina, pomembna zato, ker pomaga živeti, tako kot pomaga ljudska kultura živeti širšemu krogu ljudi, pomaga tudi elitna kultura živeti nekemu ožjemu
krogu ljudi. In bistveno je pri kulturnem življenju, kako vse te pole kulture uravnotežiti. Skratka, kako poskrbeti, da bo država omogočala kulturo za vse. Z tega vidika se mi zdi zelo destruktivno za nadaljni razvoj Slovenije omalovaževanje po eni strani tradicionalne kulture in po drugi strani tudi omalovaževanje sodobne umetnosti. Lahko smo pred mesecem, dvema brali, kako določeni umetniki, ki so dobri umetniki, pa nam pač niso komu politično všeč, ustvarjajo čačke in to ni dobro. Skratka, kulturo moramo spoštovati in spoštovati moramo tudi to, da različni ljudje v kulturi potrebujemo različne stvari, celo če imamo enak cilj pred sabo. Bregant, ste specialistka med drugim nevropediatrije. Kakšna je zdajšnja generacija mladih in otrok? Svetovno in slovensko prebivalstvo se starata. Kaj nas čaka? Bo problem reševala evtanazija? Seveda to ni zdaj vprašanje za področje zdravstva, to je vprašanje za nas vse, tudi pravo seveda. Se zavedamo, da danes sprejemamo zakone, ki bodo vplivali na nas, če bomo to hoteli ali ne. Ja, najlepša hvala. Mogoče bi se vseeno vrnila k tem mladincem. Dejansko je tako, kot je omenil prej gospod Podobnik, temu rečemo Flinov efekt, da je vsaka naslednja generacija po drugi svetovni vojni pridobila nekaj dodatnih točk na inteligenčnem testu, bila pametnejša. In ta trend se je nadaljeval do konca 90-ih. Potem je pa na pričetku tisočletja pravzaprav to začelo stagnirati oziroma je doseglo plato in tega povečevanja kar naenkrat ni več videti, kot da bi dosegli tiste vrojene potenciale. Se je pa hkrati zgodilo še nekaj zelo zanimivega, tudi ustvarjalnost lahko merimo, so pa ti otroci sočasno, kot se je v bistvu ta krivulja izravnala in dosegla plato, postali manj ustvarjalni. In tukaj je seveda na mestu vprašanje, danes je bila velikokrat omenjena svoboda. Za ceno varnosti smo žrtvovali svobodo. Svoboda je pa nujna za ustvarjalnost. Ustvarjalnosti ni brez tega. In tukaj mladi nosijo to energijo, ki jim jo pa moramo omogočati. A veste, mladim stričiti krila ne bodo mogli visoko poleteti. Mladim je potrebno omogočati, da ta krila postanejo močna, da se razvijajo in seveda, da potem poletijo, potem jih moramo spustiti. Ustvarjalnost je ena taka plaha ptica, ki jo zelo lahko zatremo in mladi si morajo upati, mladi morajo iti preko tistih meja, ki jih mi tukaj tudi danes v bistvu začrtujemo. In omogočiti mladim, da grejo preko tega, to pa je ta svoboda in seveda naša naloga tudi je bilo omenjeno in pravo in gospodarstvo. To ustvarja pogoje, v katerih bodo te ptice lahko poletele visoko ali pa bodo pač obstale v tem. In jaz delam z otroki, za mladostniki, strašno rada imam dojenčke, ampak zelo rada pa delam tudi z najstniki in za študenti in vem, da so sposobni marsičesa in edino, česar ne smemo narediti, je to, da jim pristrižemo peruti. Ne smemo jih teh peruti pristrižiti. In mladi so naša prihodnost. To, kar se mi danes pogovarjamo, bodo mladi živeli. Jutri, pojutrišnjem. In v njih oni so res naša prihodnost. Prej ste pa rekli še, kar se tiče starostnikov. Vsi bomo enkrat stari. In problem je, kadar v bistvu ljudje začnejo gledati na starost kot na izgubo mladosti. V resnici pa lahko na starost pogledamo kot na priložnost za modrost,
končno imaš čas, končno se lahko posvetiš določenim stvarem, ki se jim prej nisi mogel. In ti, ki vejo, kje piti iz izvira tega. Ne? Izvir je dejansko delo z mladimi, z otroki, na ta način en drugmu pomagamo, ne? In v bistvu obojni profitiramo. Drevo, ki ima plitke korenine, ne bo zraslo visoko in tudi vsak vihar ga bo omajal ali pa izruval. In ta mlada drevesa morajo črpati, morajo imeti globoke korenine, ampak seveda morajo pa stremeti k soncu, k nebu. To je njihova naloga. Torej, nihče ne bo te naloge opravil namesto starejših, moramo kar sami v akcijo. Gospod Blaž Podobnik, kje se gibljete mladi danes? Katere vrednote so za vas najpomembnejše? Seveda je spet odvisno od vsakega posameznika, ampak generalno. Kako mlade spodbuditi k večjemu udejstvovanju v družbi? Kaj spodbuja vas? Jaz bi rekel, recimo, vrednota svobode, ki je bila že omenjena, meni se zdi zelo navdihujoča, ali pa je tudi zanimivo izraz prostost. Ne vem, kaj hočem točno zdaj povedati, ampak zanimivo je, ker oba sta kot neki sopomenki. Zdaj ne vem, svoboda ima mogoče malo bolj etični tudi naboj, vprašanje odgovornosti tako implicira. Recimo meni je vprašanje svobode ali pa vrednota svobode nekaj, kar je zelo tudi aktualno, ne nazadnje zato, ker je tako večplastni pogledi se na to, bi rekel, v družbi predstavljajo, lahko bi rekli, da se vse stranke ali pa vsi politični nekako na svoj način poudarjajo svobodo, ampak meni se zdi pa, da svoboda je svoboda za dobro in to se mi zdi ena stvar, ki drži. Sicer pa se pravičujem, malo sem se izgubil. Kaj lahko še kaj pomeni? Pomembne, kako spodbuditi k večjemu udejstvovanju mladih v družbi? Jaz bi tako rekel, vrednota kakovosti življenja, vrednote odnosov. Jaz imam tako vtis, ne vem, ali samo o sebi, ampak tudi iz malo svojega socialnega kroga, da smo vendarle zdaj to malo generacija, ne vem, na denar, pa kariero, pa ne vem, avto, hišo, ker nimamo nekega sploh več takega odnosa, kot so ga imeli ali starši, ali pa malo starejše generacije, smo nekako taki bolj duhovni, v nekem smislu malo bolj duhovni ljudje. To so nas ne nazadnje navadile, ne vem, reklame, kaj je s tem popkultura, ki nam stalno govori, ne vem, bodi to, ker si, ne vem, take stvari bolj čustvene. In potem mi živimo v tej odnosnosti in to nas, in po moje prav mogoče bo ravno to, da ravno ta naše življenje v odnosnosti, v prijateljstvu, recimo v prijateljstvu, nas tudi povabilo k temu, da bomo še bolj aktivno delovali tudi v širši skupnosti. Tako, mogoče to. Takole ob koncu tega omizja, zdaj zadnja misel, zaključna, kratka naj bo, prosim. Torej, vračanje v preteklost ni nekaj slabega, v bolestnem pomenu besede. Izvir pomeni čisto vodo, pomeni svežo, ki te okrepča, ki te ohladi, se spočiješ. Zato je tako pomembno iti k izviru. Kaj vam predstavlja ta izvir? Kje vi pijete za svoje delo, za svoje vsakdanje življenje, doktor Aleš Štrancar? Ja. Mislim, da je družina tista prva osnovna celica, ki ti nekako daje en temelj in potem seveda tudi moralno-etična drža. Skušam biti pač, bom rekel, kristjan in služiti svojemu poslanstvu in temu primerno sem pač tudi aktiven
Torej za mene je pač ta, rekel, krščanski nauk, tisto prvo in zadnje vodilo, ki me vodi v tej poti in v mojih dejanjih in upam, da pač vsaj večina teh dejanj je tudi tako sprejeta na drugi strani. Nismo popolni, tudi jaz nisem. Ampak ja, meni je Kristosov nauk glavno vodilo pri vsem mojem dejanju. Kozma Ahačič. Ja, jaz vidim tu dve komponenti. Na eni strani neko veselje do čim bolj preprostega, v najboljšem pomenu besede, življenja. Po drugi strani pa neko službeno poslanstvo, neko klepenje po cilju, po doseganju tega cilja. To je nekaj, kar je znanstvenikom še zlasti vrojeno, ko začnemo nekaj raziskovati in nas to žene tako, da moramo več energije vlagati v to, da se ustavljamo, kot pa da bi nas gnalo naprej. To dvoje. Gospod Blaž Podobnik, ki je vaš izvir? Jaz bi rekel, da je mogoče ni tako artikuliran, ampak je v neki slutni enih doživeti, ki so tako samo na sebi razvidno dragocena, resnična, avtentična, dobra, da je že samo pomisel nanje dovolj, da nekako greš naprej, delaš, da si dober. Doktorica Tina Bregant, kje vi črpate svojo moč? Ja, jaz bom najprej rekla, tako kot stari Latinci, bis vivit, qui bene vivit. Moj izvir pa izvira zelo preprosto. Družina, delo, narava, umetnost in tam, kjer se konča materialno, tam se začne transcendenca, Bog, ki je ljubezen. Magister Miroslav Mozetič, kje je vaš izvir? Jaz sem penziono, tako da rabim manj. Gotovo je družina, pač torej žena pri vrsti, ker zdaj sva sama, ampak tudi moja cela družina. To je prvo. Ogromno črpam iz tistega rukzaka, kar je dobrega se v življenju nabralo v njem. Pa to veselje do življenja, ko se zjutraj zbudiš, pa pogledaš ven, pa je lepa narava, pa greš v naravo hoditi, greš v hribe, greš na bicikel. Skratka, uživam v tem življenju. Tukaj črpam, vsak dan sproti črpam energijo iz tega. Spoštovani in dragi gostje, hvala, ker ste se odzvali povabilu, ste si vzeli čas, delili svoje dragocene izkušnje. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke, poslušalci, hvala, ker ste nas spremljali, okrepljeni z novimi spoznanji, smo povabljeni, da bolj dejavno morda stopimo v delovanje naše družbe, naše domovine. Smo posamezniki, a ne bodimo individualisti. Nismo brezoblična čreda, smo skupnost in to je dobra novica. Pa nasvidenje.